Takole, dober dan, dobrodošli še v mojem imenu, vsi prisotni tukaj v dvorani in vsi tisti številni, ki nas spremljate prek spleta. Še enkrat lepa dobrodošlica tudi mojim sogovornikom. Danes bomo govorili o izrazu, ki v angleščini seveda pomeni citizen science. To je izraz, ki bi se marsikomu zdel nov, pa seveda ni. Ena od publikacij ameriške revije MIT ga je omenila že konec 70. let, seveda pa če človek pomisli in razmišlja o znanosti, gotovo dobro ve, da se je vse skupaj na nek način začelo tako, kaj ne? Vedoželjni ljudje so začeli raziskovati, zbirati podatke in tako se je nekako razvijala znanost do tega, kar poznamo sedaj. Danes bomo torej, spoštovane in spoštovani, govorili o aktivnem vključevanju splošne javnosti v znanstveno raziskovalno delo, kakšni so pri tem izzivi, kaj dobrega lahko prinese, kako je s projekti, kako je z merjenjem tega vpliva in učinka na različnih področjih, kako se lahko izraža v socialnih inovacijah, kakšni so že primeri dobrih praks, vse to so vprašanja, ki jih bom zastavila svojim sogovornikom. Pa dovolite, da jih predstavim. Doktorica Pina Sadar že vrsto let svoje življenjske vtise nabira v Veliki Britaniji, kjer je doktorirala iz socialne antropologije, trenutno vodi politike in projekte pri Policy Labu, inovativni skupini, ki deluje znotraj vlade Združenega kraljestva. Tam imajo tudi zelo praktične izkušnje na področju občanske znanosti, o katerih nam bo več povedala v nadaljevanju. Ima pa tudi izkušnje številnih drugih vladnih služb, pa tudi z delom v britanskih in evropskih nevladnih organizacijah. Pozdravljeni, dober dan. Če je njo življenjska pot odpeljala v tujino, pa je doktorja Martina de Groota, nizozemskega raziskovalca, pred več kot 15 leti v Slovenijo. Doktorat je opravil na Nacionalnem inštitutu za biologijo, zdaj pa na Gozdarskem inštitutu Slovenije deluje kot gozdni entomolog, raziskuje na področju biologije in ekologije škodljivih organizmov. Za njim je uspešen primer občanske znanosti na področju invazivnih rastlin, o katerem nam več pove v nadaljevanju. Zanima pa ga tudi, kako to področje, torej občansko znanost, integrirati v varstvo gozdov. Lepo pozdravljeni. Doktor de Groot danes nažalost ne more biti z nami v živo, bo pa seveda z nami takole ves čas prisoten tudi s svojimi odgovori. Gospod Tit Neubauer je univerzitetni diplomirani politolog, zaposlen na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V okviru sektorja za znanost tu pokriva področje mednarodnega sodelovanja, je član več delovnih skupin oziroma odborov, tudi Obzorje Evropa za Grozd 5, podnebje, energetika, promet. Sodeloval je tudi v vaju vzajemnega učenja Evropske komisije na temo občanske znanosti in seveda nas bo zanimalo tudi, kako je bilo. Dobrodošli seveda tudi vi na tej okrogli mizi. Dr. Sašo Dolenc je znanstveni pisec, filozof, soustanovitelj, urednik in koordinator Kvarkadabre, spletnega časopisa za popularizacijo znanosti. Kako je tudi to, popularizacija znanosti, pomembno pri občanski znanosti? Nas bo zanimalo torej komunikacija znanosti do širše javnosti, ki jo to zanima ali pa mogoče ne zanima, pa bi jo moralo. To komuniciranje znanosti je seveda brez dvoma tudi srčika dela doktorja Saša Dolenca. Slišali bomo več izkušenj s tem in tudi njegovih idej, ki jih nabira v tujini med kakšnim obiskom recimo v Nemčiji. Magister Miro Pušnik od leta 2009 je direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Slovenije, tudi član mednarodnih delovnih skupin, aktiven na področju odprte znanosti. To znanje deli tudi v okviru odprte akademije, ki deluje pod okvirjem CTK-ja, kjer imajo tudi že kar nekaj znanja na področju občanske znanosti. Vsem še enkrat dober dan, dobrodošli, zdaj se malo bolj poznamo. Morda povem, da je seveda prvi del okrogle mize namenjen debati, na koncu pa bomo kar nekaj minut namenili tudi vašim izkušnjam, pomislekom, nekako znanju, ki ga nabirate v tujini, kakšnemu primeru dobrih praks in pa seveda tudi vašim vprašanjem, tako tukaj v živo, kot tudi prek spleta. Magister Pušnik, če začnem pri vas in pravzaprav pri vprašanju
definicija občanske znanosti. Pri tem se vedno pravzaprav začne, ko takole človek malce sprašuje ali pa omeni izraz občanska znanost, se zdi, da ljudje ne vedo čisto dobro, zakaj gre, ko jim potem začneš pojasnjevati, da gre za vključevanje širše javnosti v znanstveno raziskovalno delo, gre lažje. Tudi skupnostna znanost, participativna, ljubiteljska znanost, vse to so bili izrazi, ki jih je mogoče zaslediti, ampak kot ste mi povedali pred okroglo mizo, občanska znanost pa zdaj velja. Ja, dober dan in hvala lepa za vabilo. Čisto malo bližje mikrofonu in še prižgajmo ga. Hvala lepa za vabilo. Vsekakor je ta problem, kakor zgleda na nek način, trivialen, je zelo pomemben. Zdaj, izraz citizen science je v principu zelo težko prevedljiv. Vsekakor, ko smo se začeli soočati s tem problemom, že tam davnega 2013-2014, smo ugotovili, da je neposredno, dobesedno prevesti to nemogoče. Potem smo spremljali različno terminologijo, ki se je pač pojavljala na različnih institucijah in pač so bili izrazi različni. No, pred približno 2 leti nazaj se je pa na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti odločil akademik dr. Zdravko Mlinar, ne vem, če ga poznate, pač starejši profesor v pokoju, ampak izjemno aktiven še vedno, da bo tem dilemom naredil konec in je naredil res eno obsežno študijo, v kateri je analiziral vse obstoječe izraze v slovenskem jeziku in je na koncu prišel do tega, da je pač občanska znanost oziroma občansko raziskovanje ali pa občanski raziskovalec tisti termin, ki še najbolje bi rekel, reflektira prevod citizen science. Zdaj, jaz moram povedati, da pravzaprav z nobenim izmed teh izrazov v resnici nisem imel po eni strani ne problemov, po drugi strani niti jih nisem čisto popolnoma podoživel, ponotranjil, ampak kakorkoli že, meni osebno je pomembno, da se je nekdo, ki je strokovnjak na tem področju, mimogrede profesor Mlinar se je vse skozi ukvarjal tudi z sistematiko znanosti, a ne tokom študija, da je pač, bi rekel, z nekim znanstvenim pristopom ta termin utemeljil. Utemeljitev je objavljena v tematski izdaji Odprte znanosti v časopisu za kritiko znanosti, ker mislim, da smo bila oba dva Saša tam tudi deležna nekih objav, tako da tam je res na širok, bi rekel, obrazloženo, zakaj ne državljanska, ker zveni preveč avtoritarno, zakaj ne ljubiteljska, ker vulgarizira to dejavnost, zakaj ne prostovoljska, ker je že ta termin uporabljen in tako naprej in tako naprej. Skratka, zelo dobro je to, bi rekel, opredelil profesor Mlinar in pač mi uporabljamo zdaj ta termina. Tako da to je neka kratka zgodba, kako je do tega prišlo. So seveda države raznolike, kjer uporabljajo to oziroma prakticirajo to znanost, tudi vsaka posebej malce definira, čeprav v srčiki pa je to sodelovanje splošne javnosti pri vsem tem in nekako krovnih 10 točk oziroma principov pa je postavila Evropska zveza za občansko znanost, kaj ne? Ja. Kot ste rekli, sodelujete tako z dr. Dolencem, kot tudi z ministrstvom. Tit Neubauer, omenila sem, da ste sodelovali pri vaji vzajemnega učenja na tem področju. Definicija je zelo pomembna, termin, ki ga bo javnost poznala, tudi da ga spozna. Zdaj pa naprej, kateri so glavni principi, glavna načela, ki jim želite slediti pri izvajanju občanske znanosti pri nas? Ja, najlepša hvala. Še z moje strani, če se za trenutek vrnem nazaj na vprašanje definicije. Mi smo se tudi, ko smo se na ministrstvu prvič srečali s tem pojmom, konceptom, dejavnostjo, na enako dilemo naleteli. Najprej naletiš na dilemo koncepta, na dilemo tega prevoda in moram reči, da zame osebno je tudi v angleščini problematičen termin citizen science, ker je izključujoč, ker je vezan na koncept državljanstva, na koncept citizena, kar pa ni v naravi same dejavnosti, ki jo označimo za občansko znanost, da mi je v bistvu naš prevod, za katerega smo se zdaj, upam, da vsi skupaj odločili, veliko bolj všeč, veliko bolj primeren, čeprav včasih mislim, že samo beseda občan malo izginja iz vsakdanje uporabe. Zdaj, iz vidika ministrstva in našega vključevanja na področje občanske znanosti sta bila pomembna predvsem 2 momenta.
Eno je, kakšno leto nazaj, mislim, da je bilo približno leto nazaj, smo se na pobudo sodelavke na sektorju za znanost, tam vidim, da zadnji sedi in se ji tudi zahvaljujem, vključili v to vajo vzajemnega učenja, ki je v bistvu podporen mehanizem Evropske komisije za krepitev kapacitet v državah članicah, za izmenjavo znanj, praks, idej. Na eni strani torej smo sodelujoči strani držav članic, na drugi strani so pa strokovnjaki, nabor strokovnjakov, ki ga je naredila Evropska komisija in moram reči, da osebno sem izjemno zadovoljen z našim sodelovanjem tukaj. Spoznali smo izjemne ljudi, strokovnjake na tem področju, ki z nami delijo res ogromno znanja in vedenja in jaz upam tudi, da bomo skupaj prišli do nekih zelo jasnih priporočil za vse države članice Evropske unije in vse pridružene države članice programu Obzorja Evropa. Drug moment pa je bil, in sta se zelo lepo povezala, da smo pa na ministrstvu skladno z sprejeto resolucijo o znanstveno-raziskovalni in inovacijski strategiji začeli pripravljati pa akcijski načrt odprte znanosti, kjer pa je posebno poglavje namenjeno prav občanski znanosti. Tako da smo potem zdaj nedavno tudi v sodelovanju z dr. Pušnikom uspeli te dve zadevi povezati, torej znanja, prakse, ideje, ki so se pač razvijale oziroma so se izmenjevale na ravni EU, zdaj prenesti in preliti in prevesti v jasne in definirane ukrepe tudi na ravni pač torej na nacionalni ravni. Hkrati smo tudi v okviru tega vaja vzajemnega učenja organizirali eno izmed srečanj v Sloveniji, kjer so imela sodelavko priložnost in privilegij spoznati tudi nekatere od projektov, ki se pri nas izvajajo. In moram reči, da je tega ogromno, zelo raznoliki, tudi raznoliki so pristopi. In upam, da bomo v prihodnje uspeli to povezati v neko celoto, ker se mi zdi, da je to potreben naslednji korak. Ravno to je bilo moje vprašanje. V heterogenosti področja možno narediti neke zelo konkretna navodila, ki veljajo za vse načela? Jaz mislim, da bi se celo želel izogniti nekim navodilom. Jasno pa je, in to mislim, da smo tudi z dr. Pušnikom nazadnje prišli do te ugotovitve, da nek okvir pa more biti, znotraj katerega rečeš, to je recimo projekt občanske znanosti, to pa ni. Ne? Zdaj nekako vsaj na ravni EU prevladuje neko strinjanje, da pač občanska znanost pomeni dodatno novo metodo raziskovanja. Ne? Torej ni nekaj ločenega od kako ne rečem, klasičnega raziskovalnega dela, ampak v bistvu predstavlja njegovo nadgradnjo. In jaz mislim, da se bo dal ravno z analizo in predstavitvijo raznolikih praks v drugih državah in pa z analizo tega, kar pri nas obstaja, postaviti pač nek okvir, znotraj katerega se bo dal definirati recimo ali pa vsaj približno postaviti neke ločnico med tem, kaj je recimo lahko obravnavaš kot projekt občanske znanosti, kaj pa ne. Zdaj ste torej na tej točki, tudi zbiranjem teh primerov dobrih praks, ki jih bomo kmalu slišali. Bi pa vas, dr. Sašo Dolenc, vprašala nekako, torej velja, da občanska znanost pomeni neko demokratizacijo znanosti oziroma transformacijo znanosti, ki jo poznamo. Se s tem strinjate? Ja, mislim, da občanska znanost je poleg tega, da predstavlja nek način, kako pridejo občani v stik z znanostjo, tudi priložnost, kako znanost pride v stik z občani, kar postaja zdaj zmeraj bolj pomembno, zato ker znanstveni sistemi po svetu že ugotavljajo, da mogoče sistem, ki ga ima sama znanost, ki ga je razvila skozi stoletja, ni več najboljši, da bi res učinkovito nagovarjal probleme, ki jih ima danes družba in pa tudi lokalne neke skupnosti ljudi in iskal odgovore na ta vprašanja. Tako da se poskušajo, tudi pred kratkim sem bil en teden v Nemčiji, sem na povabilo nemškega zunanjega ministrstva tam en teden nekako so nam predstavljali nemški raziskovalni sistem in sem videl, da v bistvu oni se zelo trudijo, kako bi vse svoje inštitucije
prilagodili temu, da bi reševali ključne probleme ljudi in človeštva, ne, lokalno in globalno. In zato tudi uporabljajo metode, ki jih pri nas še nekako nismo se poslužili, recimo, da zaposlujejo tudi ljudi na inštitutih, ki nimajo doktorata in grejo v neko lokalno skupnost in tam z ljudmi sodelujejo. Tudi neka spodbujena, rečemo temu, občanska znanost. Ne. Potem so ustanovili neko čisto novo agencijo, ki financira projekte, ki so takšni, da po ustaljenih načinih financiranja znanosti nikako ne bi bilo možno jih financirati, hkrati pa imajo nek potencial, da če uspejo, so pa res prebojni. Ne. In tam so nam dokaj nova ta agencija, ampak mislim, da nekajkrat na leto razpiše nek projekt za na neko vprašanje, ki je recimo, nazadnje so imeli recimo vprašanje, kako najti neko nov način zdravljenja virusnih bolezni. Vemo, da tukaj smo zelo, da imamo malo načinov, kako se lahko tega lotimo. Ne. In tam se je našel nek matematik, ki z DNK čisto na računalnikih oblikuje neke ovojnice, ki se lahko pripnejo okrog virusa in ga tako zadržijo. Ali pa na nekem drugem takem vprašanju, ki so ga zastavili, so našli nekega zelo starega inženirja, ki je razvil nek nov način vetrnic za proizvodnjo električne energije, ki so zelo visoke, recimo. In oni ne dajo samo denarja tem ljudem, ne, ampak jim nudijo tudi ves support, ker to so ponavadi ljudje, ki imajo neko idejo, pa se ne znajo obrniti, ne. Oni nudijo potem načine, kako sploh to realizirati, kako ugotoviti, kaj treba še dodati. Ne. Tako da pač neka agencija, ki podpira ravno te ljudi, ki prihajajo med občani, iz te občanske skupnosti, imajo ideje in jih ta znanost, uradna znanost nekako ne uspe v svoje okrilja spraviti. Se pravi, veliko zaupanja, podprejo ideje, ki niso samo v institucijah, kot bi jih pričakovali za izvajanje tega. Hvala za ta primer, bova še govorila o tem, ker pa ste omenili lokalno skupnost, doktorica Pina Sadar, vi veliko vključujete prav ta nekako steber občanske znanosti, to je lokalna skupnost, politike. Velika Britanija ima dolgo zgodovino občanske znanosti, če se ne motim, največ publikacij na tem področju še vedno. V Policy Labu to počnete in nekako skušate razvijati tudi socialne inovacije. Če se ne motim, prav letos ste objavili en tak članek, ki se ukvarja z neodvisnim pregledom otroškega socialnega varstva v okviru širše družine. Povejte nam čisto konkretno, na kakšen način pa zdaj to občansko znanost izvajate na terenu v okviru nekih potem tudi vladnih sprememb politik in tako naprej. Še enkrat mikrofon, tako. Kar je govoril dr. Dolenc, zelo resonira z mano in z našim delom v Policy Labu. Mi smo vladna skupina oziroma agencija, nimamo sicer statusa agencije, ki se ukvarja predvsem z vključevanjem državljanov v politične procese, demokratične procese, s tem, da razvijamo, testiramo, apliciramo različne orodja, pristope, metode, kako vključevati državljane na čim bolj aktiven način v razvoj vladnih politik in potem tudi uslug. In neizogibno se pač srečujemo z občansko znanostjo pri več ali manj vsakem projektu na zelo različne načine. Zdaj mi vključujemo, kot ste omenili, recimo ta pregled
socialnih služb za otroke, recimo to je bil moj projekt, kjer smo se ukvarjali predvsem s participativno etnografijo, kjer smo ljudi spraševali, da sami nekako povejo oziroma raziskujejo, kako se njihovo interakcijo s temi službami. Potem pa delamo se od recimo visokotehnoloških rešitev, recimo s to kolektivno inteligenco, do potem čisto nekaj takih bolj socialnih inovacij v smislu resnih iger, razvoja iger, ki nekako vključujejo državljane, občane v reševanje različnih vprašanj 21. stoletja. In naš princip je mogoče, da pristopamo k temu vprašanju občanske znanosti na čim bolj širok način, se pravi ne samo samim zbiranjem podatkovnih baz, kar veliko ljudi recimo razume pod tem konceptom, ampak vse od začrtanja samega projekta, raziskovalnih vprašanj, tudi analize, kolikor se da mogoče, in potem naprej nekako ustvarjanje in predstavljanje zaključkov. Bodi si to so neki prototipi ali pa ne vem, priporočila za vlado ali pa v kakšnikoli obliki že to predstavljamo, odvisno od projekta. To je zelo na kratko. Tudi potem kakšna povratna informacija, ko pride do tega, do nekih zaključkov, pa potem spet državljanov, kako se to izvaja v praksi, potem te spremembe? Ja, definitivno. Zdaj, vsi, ki so recimo delamo v vladi, se nekako soočamo s tem vprašanjem zaupanja in transparentnosti, in to je po mojem en najbolj glavnih problemov, ki ga mi ves čas vidimo na terenu, da ljudje ne zaupajo vladi in ne zaupajo podatkom in znanosti, ki prihaja iz vladnih agencij oziroma iz katerihkoli delov vlade. In se mi zdi, da povratne informacije so predvsem najbolj močne na tem področju, da ljudje nekako zaupajo podatkom, ki prihajajo, zaupajo zaključkam, priporočilom, ki prihajajo recimo z vladnega kota. Po drugi strani pa tudi je neko obojestransko zaupanje, ker mi polagamo zaupanje v občane, ki mogoče recimo v primeru, ki ste ga omenili, socialnih družb, nimajo ponavadi neke agencije. To mogoče, da ne vem, mama samohranilka, ki ima težave s heroinom, ni ponavadi naslovljena kot strokovnjakinja ali pa raziskovalka, znanstvenica, in ker naenkrat ima neko to moč in agencijo, da sama pove področje, ki ga zelo dobro poznam, recimo že 10-15 let recimo se ukvarja s tem službam vsak dan in je na svoj način strokovnjakinja. In nekako to zavedanje, da tudi jaz sem zelo pomemben del družbe in demokratičnih procesov, tudi jaz sem na svoj način strokovnjakinja, je lahko res zelo obojestransko močen in dober tudi za same zaključke in politike, ki vodijo iz tega. Zaupanje, transparentnost, tudi visoki etični standardi, tudi o tem bi se lahko in se še bomo pogovarjali. Ampak da gremo še na naš teren in na področje, pravzaprav, ki je največkrat uporabljeno na področju občanske znanosti, to je biologija, naravoslovje, varstvo okolja. Vsi smo nekako del svojega okolja in ga tako ali drugače dobro poznamo. Dr. Martin de Groot, kakšne izkušnje imate s tem na terenu, ko ste angažirali Slovence, da sodelujejo pri vaši raziskavi? Dober dan še enkrat. Dober dan. Mi imamo veliko izkušenj s občansko znanost. Smo imeli projekt Life Artemis in tam smo uporabili občansko znanost kot možnost iskanja invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Invazivne tujerodne vrste so zelo problematične za gozdove in imajo veliko vpliv na ekosisteme, biodiversiteta, gospodarjenje pa zdravje. Zato smo razvili eno informacijski sistem, ki lahko ljudi obvestijo nas, da so najdli eno tujerodno vrsto. To je bil informacijski sistem Infazivka. To lahko uporabljaš na mobilni telefon ali na spletni stran naše. Smo tudi razvili veliko materialov,
tam za ozaveščenosti javnost, ampak tudi za izobraževanje, da lahko identificirajo različne invazivne tujerodne vrste. Se pravi, vsak je imel nekako v žepu možnost, da sodeluje z vami. Kakšen je bil odziv, kako ste sploh tiste, ki ste jih potrebovali pri tem informirali, da lahko sodelujejo? Kako ste se tega lotili? Na začetek smo šli čez celo Slovenijo, smo imeli več delavnica, smo pokazali naš sistem, tudi smo imeli več treninga za različne vrste in smo pokazali, kako lahko delajo z ta app, invazivka. Tudi smo razvili več priročnika, materijalov za ozaveščenosti javnosti, publikacije pa take stvari. In nekje med 200 in 300 ljudi se je odzvalo v temu projektu, torej nekako ste glede na to, da je področje veliko, uporabili več znanstvenikov na terenu, ki poznajo to svoje področje oziroma so to prepoznavali, kaj ne? Mogoče vas vprašam, je bila pri tem kakšna čisto konkretna težava, ki bi si jo želeli do naslednjič odpraviti ali izboljšati? To je neki, težava. To je, jaz bi rekel bolj, vsako ima svoje prednosti pa probleme, ampak veliko ljudi samo so dali samo eno opazovanje. Neki ljudi so velikokrat na teren, ampak lahko samo na eno manjše območje, pa so dali noter v sistem veliko opazovanj. Samo grejo na neki območje, večinoma grejo na urbano območje ali okrog urbano območje. Na eni strani to je škoda, ker ne grejo na vse Slovenije, ampak na drugi strani je urbano območje, je ta območje, kjer prihaja prvič večina invazivne tujerodne vrste. Najlepša hvala za tole. Magister Pušnik, če se vrnem k vam, vi želite zdaj nekako, kot smo rekli na začetku, dobiti eno idejo o tem, koliko je že narejenega na področju občanske znanosti, kateri so te projekti, ampak še predtem me pa zanima, mogoče se bo kdo vprašal, kakšna je sploh vloga knjižnice kot takšne v enem takem ustroju, v eni taki kompleksni formi, kot je občanska znanost. Okay. Zdaj, če mi dovolite, morda bi sam pokomentiral še. Izvolite. Namreč, morda nekaj besed o pomenu občanske znanosti, recimo z našega vidika naše knjižnice, kako mi dojemamo občansko znanost, pač dejansko je glavni trik ali pa eden izmed ključnih stebrov demokracije je znanje oziroma s tem povezana znanost. In s tem povezan tudi družbeni razvoj. To je velika odgovornost akademije, da išče povezave z skupnostjo. Zdaj, mi v naši knjižnici pri tem delu sledimo eni misli, enega našega, jaz bom kar rekel, kolega ali pa prijatelja knjižnice oziroma mojega osebnega prijatelja Tiberius Ignat iz Scientific Knowledge Services, drugače dela veliko z UCL v Londonu, ki je nekoč dejal, da občanska znanost ne dela občane boljše raziskovalce, ampak raziskovalce boljše občane, tako nekako v tem smislu. In to pomeni, da je pač v bistvu odgovornost akademije, da se povezuje z skupnostjo, ena izmed temeljnih nalog akademije in mislim, da v tem stampedu za citati in za etc., in to ne govorim zdaj v Sloveniji, ampak globalno, se je na to veliko pozabljali in zdaj smo priča, tako vi v tujini, kot tudi mi v Sloveniji, pravzaprav nekim spremembam, kulturnim spremembam v znanosti, in tukaj sta dva vidika. En vidik je prehod iz tekmovalnosti v sodelovalno znanost, kar je citizen science izrazito, drug vidik je pa se pravi povezovanje skupnostjo, kjer pa spet občansko znanost najdemo kot enega osnovnih elementov. Zdaj, knjižnice. Knjižnice imajo
pač tak pomen, ki si ga pač same izberejo. Lahko so zelo aktivne, lahko so malo manj aktivne, ampak mi smo prepoznali to kot eno izmed naših poslanstv, zato ker knjižnice so ključne pri diseminaciji znanja. In zdaj, če občanska znanost pomeni diseminacijo znanja, je nujno, da smo mi na nek način vključeni. Po drugi strani so univerzitetne knjižnice, kot je naša, so del nacionalne infrastrukture, a ne? In pač je to naša naloga, pravzaprav, da vse pogledamo za vogal, kako lahko pri tem sodelujemo. No in kot pravimo, mi smo začeli razvijati to že zelo zgodaj, zdaj smo prišli do nekih rezultatov, ampak če se omejim, mislim, če samo še glede knjižnic, povem, ena izmed naših bistvenih nalog, in to bomo zdaj izvedli na operativni ravni v naslednjem letu, je povezava, bi rekel, oziroma povezava akademske sfere, katero mi na nek način lahko zastopamo, imamo stike z njo, z splošnimi knjižnicami. Verjetno poznate, da je ta mreža splošnih knjižnic v Sloveniji izredno dobro razvita in to so na podeželju praktično včasih edine infrastrukture na področju izobraževanja in pa znanosti, deljenja znanja. Tako da imamo mimogrede aktivnosti 24. maja, imamo skupaj sestank, načrtujemo Train the Trainers projekte v jeseni in tako naprej. Zdaj, mi tudi v bistvu spremljamo te projekte zelo aktivno, naredili smo eno bazo podatkov teh projektov, ki še žal ni javno dostopna, bo pa po mojem roku 2 mesecev, ne kasneje. Na naslovu? citizenscience.si bo. Če na ta naslov zdaj pogledate, je tam pač ena stvar, ki je pač v izdelavi, ampak to ni to. Naša baza bo, bi rekel, naš portal bo zelo podoben avstrijskemu ali pa nemškemu in tako naprej, skratka po teh standardih. In mi smo zdaj prepoznali nekje trenutno okrog 40 projektov, ki so zelo različni. Pomen tega, da to iščemo, je po eni strani obveščanje naših, bi rekel, javnosti, občanov, skupnosti, ampak po drugi strani je treba v to pristopiti tudi z vidika, bi rekel, z nekega vidika, z neko analizo, kakšni so ti projekti. In če čisto na kratko, v 3 besedah poskušam to ponazoriti, z vidika znanstvenih področij prevladuje biologija, varstvo okolja, z vidika tega, kako rečemo, bi rekel, pridobivanja občanskih raziskovalcev, je večinoma model, ki ga ima tudi profesor Grot, se pravi nekako, bi rekel, pozivanje splošne javnosti, brez nekih fokusiranih usposabljanj za raziskovalce, ampak zgolj nek poziv, kar ni nič narobe, ampak pač to prevladuje. Recimo, par projektov pa je takih, kjer je res organizacija, recimo biodiversity ali pa opazovanje ptic, kjer obstajajo pa res tista natančna navodila in usposabljanja. Kar pa mene v bistvu je najbolj zbodlo, ali pa tako ne rečem, da je nam, pa vam tudi verjetno, bi rekel, financerjem največji izziv, je pa to, da večina teh projektov ne prihaja iz formalno organiziranih javnih raziskovalnih organizacij, ampak iz nekih društev. Tako da tu sta, jaz bi rekel, tle vidimo mi pravzaprav Nacionalni inštitut za biologijo, potem Gozdarsko fakulteto in pa inštitut Jožef Štefan. Sicer se pa drugi inštituti s temi stvarmi ne ukvarjajo zaradi različnih razlogov in zdaj moramo ugotoviti, zakaj. Seveda se verjetno v laboratoriju kar tako ne morejo, bi rekel, raziskave vršiti na podlagi teh principov. Po drugi plati so pa recimo predvsem na področju družboslovja, je pa ta koncept bi pa bilo možno uporabiti. Se pravi, da bo ta promocija tega potrebna po eni strani, mislim, med vse deležnike, se pravi po eni strani med, bi rekel, občane, skupnost, po drugi plati pa tudi v raziskovalno skupnost, se pravi, pač, da se jim ponazori, da je to legitimen koncept znanstveno-raziskovalnega dela. Bi pa omenil samo še to, da smo se tudi pogovarjali, da bi kazalo iti po stopinjah Evropske komisije. Obzorje 2020 je imelo Science Written for Society, program financiranja, in je ta program bil uspešen. Obzorje Evropa tega posebej nima, bilo je kar eno veliko razočaranje, da je prvotno, ampak potem so raziskovalci ugotovili, da je to zato, ker je to prepoznano kot legitimen koncept znanstveno-raziskovalnega dela. In razmišljanja so, da bi tudi v Sloveniji mora biti vse pilotno vzpostavili nek fond, s katerega bi lahko, bi rekel, financirali ali pa nagrajevali mora biti kakšne uspešne projekte, tako da pa pol v naslednji fazi prišli v neko splošno uporabo. Mogoče je to kar vprašanje, gospod Neubauer, seveda za vas, ne? Ja, hvala. Jaz se
v osnovi se strinjam. Jaz mislim, da naš največji izziv trenutno je ravno ta, v bistvu kako prepričati, motivirati pač akademsko skupnost, da prevzame to svojo nalogo, ne, sodelovanja z širšo družbo. Mislim, da iz strateških vidikov in na ravni EU in na nacionalni ravni je jasno, ne, da pač v bistvu ena izmed ključnih nalog sodobne znanosti je naslavljanje pač večjih družbenih izzivov iz različnih vidikov. In jaz mislim, da slej ko prej bo dozorelo to spoznanje, da tega se ne more rešiti izolirano od družbe. Ne. In zaradi tega smo mi tudi, ko sem prej omenil že ta nacionalni akcijski načrt za odprto znanost, ki vključuje pač ukrepe za občansko znanost, ravno na podlagi dosedanjih pač analiz in študij, tudi na podlagi pač pogovor z deležniki, vključno z CDK-jem, oblikovali ukrep ravno na ta način, no, da bi trenutno bi šli v neke bolj usmerjene torej javne razpise, ki bi bili namenjeni samo projektom občanske znanosti, ravno zato, da se mogoče malo bolj popularizira ta vidik in razširi v celotni raziskovalni skupnosti. Kasneje, pa tako, ker je dr. Pušnik omenil, recimo po vzoru Obzorja Evropa, bi pa lahko šel v to, da je to pač raziskovalna metoda, ki velja za vsak znanstveno-raziskovalni projekt. Ne? Ker jaz mislim, to je res tista naslednja stopnja, ko ti več v bistvu ne rabiš targetiranih razpisov, ker se razume in je samoumevno, da je to pač legitimna raziskovalna metoda, ki jo lahko pač zdaj recimo v okviru Obzorja Evropa uporabiš na kjerkoli projekt ga prijavljaš in ponavadi vsaj tisti evalvatorji, ki so tudi zelo odprti na te ideje, to razumejo kot pozitivno in dodano vrednost svoje projektne prijave. Pa sam še eno zadevo sem želel izpostaviti, ker pa tudi mislim, da ključna pa za vključevanje javnosti na drugi strani, je pa, se mi zdi, da je zelo ključna ta povezava, torej občan, raziskovalec in na koncu politika. Ne? In imamo en primer, mislim, da Martin predstavil, en primer ste vi predstavili, Pina, da na koncu občan vidi jasen rezultat. To se mi zdi, da je na koncu za ljudi je tisto, kar je najbolj pomembno. Ne? Torej, imeli smo primer mislim, da je bil avstrijski projekt, pa sem nazadnje videl tudi na naših spletnih družabnih omrežjih, da ga je nekdo zdaj v Slovenijo pripeljal. V bistvu samo popis povoženih živali. Ne? Zgleda pač nenavadno, ne? Ampak v bistvu ljudje pač za aplikacijo pač javljajo v nek centraliziran sistem, pač, kje pač so zasledili različne povožene živali. Raziskovalci to pač skladno za svojo metodologijo zbirajo v neko bazo podatkov, ampak seveda ta baza podatkov potem predstavlja informacijo za politika na področju urejanja cest. Ne? Očitno je tukaj treba bodi si pač narediti zapreke, bodi si narediti nadhode za živali, zato da tega ne pride. Torej je jasna povezava, ne, od prve informacije, ki jo je dal državljan občan, do na koncu politike in spremembe, ki se zgodi v fizičnem prostoru. In jaz mislim, da če uspeš to nit pokazati na vsakem, in recimo to bila ena izmed glavnih značilnosti projekta zame, recimo občanske znanosti, ne, da uspeš pokazati to nit, torej od prve točke nekega mikropodatka na koncu do spremembe v družbi. Zdaj, lahko je to na tak mikroravni, kar je za te živali, lahko je pa na tak makroravni, kot recimo pač sprememba našega odnosa do okolja ali pa do podnebnih sprememb. Ne? In to se mi zdi, da je tisto, kar je bistveno in tisto, kar bomo tudi mi na ministrstvu poskušali podpirati in temu slediti. Kaj pa, če vas bom kakšen znanstvenik vprašal, vsej z mojega področja, recimo astrofizike, pa res ne vidim možnosti, kako vključiti to občansko znanost? Jaz bi njemu vprašanje nazaj nastavil, če on raziskovalec in strokovnjak na tem področju, po mojemu on boljše ved od mene, kako vključiti državljane v svoje delo. Recimo, če bo to eden od postulatov za financiranje nekega projekta, recimo. Ja, mislim, nedvomno je, da je na nekaterih, kot ste že sama omenila, pa mislim, da je Martin omenil, ne, recimo na področju okolja so veliko bolj razširjeni te projekti, tudi veliko hitreje se mi zdi, da prideš na idejo, v bistvu na kakšen način, ampak v končni fazi povsod pride je zbiranje podatkov, se mi zdi, da je osnova vsakega raziskovalnega procesa, ne. In najtežje in najbolj tudi časovno zahtevno, finančno zahtevno, kadrovsko zahtevno je ponovadi zbiranje osnovnih podatkov. Ne? In podatki se zbirajo tudi
v astrofiziki, tudi za področje vesolja. Ne, pač sicer, tako da jaz mislim, da vsaj ta vidik uporabe občanov pri zbiranju podatkov, kar absolutno ni edini vidik občanske znanosti, se mi zdi, da se da na vsako pač področje znanosti integrirati. Dr. Sašo Dolenc, boste najprej k temu na kratko kaj dodali? Ja, ravno na področju astrofizike je bil tudi pred leti nek zelo velik, uspešen projekt občanske znanosti, kjer je ena, mislim, da je bila mlada učiteljica celo odkrila, naloga je bila klasificirati fotografije oddaljenih objektov, je celo odkrila nek nov objekt, astronomski, najprej šolani astronomi niso verjeli, da je nekaj novega, potem so se pa poglobili in dejansko so ugotovili, da je odkrila nekaj novega. No? Mislim, potem je bila potrebna še analiza in nadgradnja vsega, ampak prav njen pogled je bil ključen. Kaj pa ta dilema, ki jo izpostavil magister Pušnik, ko pravi, da se večinoma angažirajo društva, popis ptic, Dops, volkovi in tako naprej, čeprav znotraj teh društev delujejo znanstveniki, znanstvenice, raziskovalci, raziskovalke, ki so tudi v akademskih institucijah, ki so pa še malo bolj zadržane. Kako zdaj to spraviti naprej? Ja, mislim, da se lahko neka sprememba v miselnosti v naši znanosti ali pa inštitucijah spostavi, predvsem tako, da se upelje neko dejansko zunanje evaluiranje inštitucij, ampak ne tako, da se prešteje število citatov pa člankov, ampak tako, da pridejo ljudje, ki se spoznajo na tisto področje, ki so neko ime v svetovnem merilu, na to inštitucijo se pogovarjalo z ljudmi, ugotovijo, kaj dejansko počnejo, koliko ima smisla to v kontekstu tiste vede, s katero se ukvarjajo. In da tam pač kot neke kriterije navedeš, evalvacije navedeš tudi to, kakšen vpliv ima to na neko lokalno skupnost in kakšen je stik, kakšen impact ima to delo inštituta za pač tudi državo, ki ga dejansko financira. Če se spet vrnem na to Nemčijo, kjer sem bil zdaj pred kratkim in so nas res vodili po teh velikih inštitutih in univerzah, tam pač nihče res ni omenil teh lestvic, po katerih se pri nas še radi primerjamo, a smo zrasli na neki lestvici, a smo padali. Nikjer ni bilo tega. Zmeraj je pač nek smisel, ki ga podaš družbi, in zato lahko tudi sama znanost nekako ni tako kolopirana kot pri nas v neko, kako bi rekel, s kolegi rečemo, neko avtocesto kariere, po kateri moraš peljati. Pri nas, če hočeš narediti znanstveno kariero, čim malo zavijaš dol, si takoj izpadel. In ta avtocesta je narejena zelo ozko, tako da veliko mojih zelo sposobnih kolegov in kolegic je šlo ali v tujino, ali pa so šli v industrijo, ali pa se s čim drugim ukvarjali, ker se jim je zdelo to preozko. In ker je evaluacija zgolj na nekih zelo algoritmičnih podatkih in dosežkih, recimo, kaj vem, zdaj v moji generaciji, da so zdaj ljudje, ki prihajajo na raven ali pa so že prišli na raven rednih profesorjev, in tam je ena od predpostavk, da moraš 3 mesece bivati v neki tuji univerzi, in zdaj pač se kar nekaj ljudi se vozi, ne vem, v Zagreb 3 mesece ali pa v Trst, in potem so kao mednarodno vpeti. To je pač totalna neumnost, ampak ne moreš drugače napredovati, če ne narediš tega. Če bi imel pa neke bolj splošne kriterije, da ste nekdo, ki je dejansko strokovnjak, tebe osebno ali pa tvojo inštitucijo vrednoti na nek drugačen način, bi se pa te neumnosti lahko
teh neumnosti lahko otresali in postali bolj uspešni, ne? Ker bi več ljudi lahko sodelovalo, ne pa sem tisti, ki se kot s plašnicami držijo te poti in včasih tudi producirajo znanost, ki ima samo formo znanosti. Tega je v Sloveniji veliko, ne? Zgleda navzven kot nek super znanstveni članek, hkrati pa nima nobene vsebine, ne? Ampak to je glih tista energija oziroma neko gorivo, ki omogoča, da potem napreduješ, ne? In to sem videl, no, pač v Nemčiji, da je to preseženo. Mogoče so to v nekem trenutku imeli, zdaj je to preseženo. Hvala lepa, doktorica Pina Sadar. Kako je pa s temi avtocestami, 4-pasovnicami znanosti v Veliki Britaniji? Se vam zdi, glede na izkušnje akademske pa delovne zdaj, da je ta dilema presežena, da je znanost odprta, da gre ven, kako je s tem vrednotenjem takšnih projektov in tako naprej? Ja, zdaj zelo težko izgovorim na splošno, ker ne poznam zelo dobro slovenskih razmer, ker nikoli nisem tukaj delala na tem področju, ampak se mi zdi, vsaj na področju mojega dela je precej vedno bolj zanimanja za nekonvencionalne pristope k znanosti, recimo tudi v okviru vlade, tudi trenutno konzervativne vlade, recimo mi odpiramo nove lebe, na letni ravni, na različnih ministrstvih, na različnih področjih. Se pa srečujemo s podobnimi problemi, kar so govorili kolegi glede participacije, ne, je konstanten problem, kako nekako privlačati nadobudne znanstvenike, ki niso iz nekega zelo določenega profila, recimo, ne vem, tipo društva ali pa določenega etnično, starostne izobraževalnega okvira. In s tem se mi predvsem ukvarjamo in zato tudi zaposlujemo ogromno antropologov, še malo reklame za mojo branžo, ki recimo se ravno ukvarjamo s to prevodom, naprimer, ne vem, da sem primer astrofizike, nekaj bi prej omenjen, da nekako pomagamo prevesti neka zelo znanstvena področja, ki jih mogoče tudi znanstveniki sami ne vidijo kot nekaj, kar bi se dalo popularizirati, v nekaj, kar lahko postane precej dostopno, ne. In tega se veliko dogaja ne samo zdaj znotraj vlade, ampak tudi na raznih inštitutih, univerzah, in se mi zdi tak zelo lep primer odpiranja znanosti, ne, in sodelovanja med različnimi disciplinami, kar se mi zdi zelo ključno. In to se mi, kar opazujem, mogoče situacijo v Sloveniji, da je mogoče malo manj razvito to multidisciplinaren pristop k reševanju težav, ne. Zdaj ne vem, nazadnje sem pa na eni predstavitvi, kjer so delali, projekt je bil o deforestaciji v Kongu, in so vključevali lokalno populacijo, kigmejsko populacijo, ki so nekako spremljali, kaj se dogaja v gozdovih, v zelo težko dostopnih gozdovih, ne, kamor bi znanstveniki težko šli zaradi 1000 različnih razlogov, ne, od kadrovskih do čisto nekega dostopa. In so potem nekako antropologi, kolegi iz UCL-a pomagali nekako razviti nek sistem simbolov, ker to pač populacija ni načeloma pismena, ne, imeli take zelo preproste trackerje, ne, kjer so recimo rekli, ne vem, pomembno drevo, nek simbol, kar je pomenil staro drevo, ne, in so nekako prevedli to dostopnost. Tako da se mi, da je v tem zelo veliko prihodnosti, ne, z mogoče ne nove ceste, ampak za širjenje teh nekih avtocest na različne pasove, ne. Družboslovje in naravoslovje, tukaj se mi zdi, da se na tem področju lepo srečuje. Skušate uporabljati tudi kakšno novo metodo pri svojem delu, ne? Ja, ves čas in ravno zaradi tega, ne. Zdaj, naprimer, moj zadnji projekt je bil s prihodnostjo ribištva, ne, kjer smo spet se srečevali s neko populacijo, ki ni nujno na znanstveno pisano na zelo konvencionalen način. Tudi smo imeli posameznike, ki niso, ne vem, znali brati ali pa bili zelo dobri v branju, ne. In mi smo recimo razvili igro, ne, ki smo jo potem igrali, oziroma ki so jo potem ribiči in okoljevarstveniki in druge skupine igrale po Angliji in Walesu, in smo na ta način nekako pridobivali podatke o tem, kaj se naprimer dogaja s brancinam na vzhodni obali in kako recimo ljudje pristopajo k različnim težavam. Tako da recimo zelo veliko takih inovativnih metod, ne samo visokotehnoloških, ampak tudi analognih, ki so lahko zelo učinkovite in nekako nagovarjajo ljudi na načine, ki so njim razumljivi.
Kakšen je bil pa odziv znanstvenikov pri tem projektu? Ja, zelo dober. Mi smo delali z inštitutom za marinsko raziskovanje v Angliji in so bili tudi ves čas prisotni pri razvoju same igre, pri razvoju terminologije, pri vseh metodah. In so bili, bomo tudi skupaj naredili akademski članek in so bili res zelo navdušeni nad tem, koliko veliko se lahko recimo s tem pridobi. Tako da se mi zdi, da je vedno več zanimanja, ker sej, če delaš na enem področju 10, 20, 30 let, vidiš, kje so limitacije in je zanimivo potem raziskovati, kako jih lahko mogoče odpraviti. Doktor Martin de Groot, bi bilo fino imeti kakšnega antropologa v vaši skupini raziskovalni pri kakšnem od naslednjih projektov občanske znanosti? Mislim, da je zelo pomembno, da je antropolog je tudi vključen. Ker za vsako skupino ima svoje znanje, pa tudi svoje razlog, da začejo delati na takšen projekt. In vsako projekt mora biti oblikovan na te skupine. Ti ne moreš reči, ok, samo občanske znanstvenike so javnost. To je lastnike gozdov ali otrok, učenci. To so za vsako skupino rabiš druge informacije, druge materiali in zato tudi zelo pomembno, da veš, zakaj prihaja. Pomagajo javnost. In zato je tudi pomembno, da je antropologi so zraven v tem projektu. Zdaj sem vas seveda malce izvala, glede na to, kar je povedala doktorica Sadar, ampak kako pa vi, glede na to, da ste znanstvenik, da pa ste tisti, ko zdaj ugotavljamo, kako zdaj znanstvene institucije spraviti zraven, da delajo. Kje vidite tukaj možnost sodelovanja ali pa možnost preboja, da bo še več vaših kolegov, da bo to neka ustaljena praksa, ki se bo izvajala v okviru akademskih institucij? Dobro vprašanje. Mislim, da so več področja, ki lahko pomaga občanski znanost. Mi imamo, smo imeli tele invazivne tujerodne vrste. To je tudi eno tema, ki je zelo pomembno za gozdove in zato je tudi je blizu ljudi. Ne vem, za matematika, naprimer, ne vem, je tam, mogoče tam tudi lahko je vključili občanske znanstvenike, ampak je čist drug način za sodelovanje s njim. Ste recimo čisto konkretno pri tem svojem projektu, ki nam ga predstavljate, ko ste se pogovarjali s kolegi, so kdaj rekli, kako bodo pa zdaj kar ljudje na terenu to počeli? Je bilo kaj dvomov? Je bilo kaj dvomov strani recimo vaših kolegov, raziskovalcev, raziskovalk, ko ste pripravljali ta projekt vključevanja torej občanske znanosti, recimo kakšen dvom, kako bodo pa zdaj ljudje na terenu to počeli in bomo sploh zaupali, kako bodo pa vedeli, kaj in kako? Ja, to je vedno problem. Imaš žuželke so majhne, so različne vrste, ki so zelo podobno. In uporabljaš laboratorije za DNK analize, molekularne analize. Tam ne morejo sodelovati. Na drug način lahko sodelovali. Oni občanske znanstvenike lahko prinesejo vzorce, pa potem strokovnjaki lahko pogledajo. Na tak način lahko sodelujemo. Tudi v naš projekt Life Artemis smo imeli ta informacijski sistem, invazivka.si,
so poslali fotke in tam strokovnjaki so pogledali tele fotke, če so res tele vrste. Moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen in smo imeli 90% za vsako opazovanje je bil res tele vrste, ki so rekli, da so bili. Tako mislim, jaz sem imel zelo dobro izkušenj s občanske znanosti. In samo še to vprašanje, je ljudi, ki so sodelovali, potem zanimalo, kakšni so bili rezultati tega? Ja, vedno smo imeli neki odgovor nazaj. Tudi en so zelo veseli s tem, pa potem so naučili nekaj. Od tele vrste smo vedno povedali, kaj je ekologija med tem, kaj so problema z invazivne tujerodne vrste. In tudi je fajn, da če smo imeli eno primer blizu Strunjan, ki je najdel eno oseba, je najdel kucu. To je bil prvi najdba v Sloveniji, zelo huden invazivne tujerodne vrste. In s tem opazovanjem je bil ena reakcija. Mi kot projekt, ampak tudi MOP pa ZRSVN smo šli tja, pa je ta osebek, oziroma ta rastlina je bil odstranovan. Tako ta znanstvenik, občanski znanstvenik je pomagal za odstranovanje invazivne tujerodne vrste v Sloveniji. Najlepša hvala. Gremo še en krog, potem pa kar spodbudim vas za vaše vprašanja, vaše izkušnje z terena, vaše pomisleke, vaše ideje, ki so se pobudile ob tem omizju. Tit Neubauer, zdi se, da smo se veliko časa pogovarjali o tem sodelovanju v znanosti z gospodarstvom, prelivanje teh izkušenj v gospodarstvo. Gremo zdaj še en krog naprej, sodelovanje znanosti z družbo, širšo družbo. Ja, definitivno. Jaz mislim, da v Sloveniji tudi drugod smo imeli v zadnjem obdobju, recimo 10-15 letnem, dobro razvite ravno te vidike, in krepilo se je neko zavedanje o pomenu prenosa znanosti iz gospodarstva. Minister je v uvodnem nagovoru tudi izpostavil pomen inovacij, pomen sodelovanja med bazično znanostjo, aplikativno znanostjo. Mogoče smo pa vsi malo in na ravni politike, na ravni znanosti, tudi ostali, zapostavili ravno ta, da prvič vsem disciplinam ni naravno sodelovanje z gospodarstvom, in pa to, da je v bistvu gospodarstvo samo en element širše družbe in da izzivi, ki jih imamo iz političnega vidika, so pogosto povezani žal tudi z gospodarstvom, kar vidimo recimo trenutno, bolj pogosto kot to so pa povezani z nekimi širšimi družbenimi izzivi. Te družbene izzive smo tudi prepoznali, identificirali na ravni nekih naših strateških političnih ciljev kot skupnost. In zato je prav, da začnemo tudi na ta vidik opozarjati, tudi ko prihaja do prenosa znanj, dognanj in rezultatov, torej iz znanosti ven v širšo družbo. In če se lahko na Martina navežem na to, kar je čisto na koncu povedal, zato, da je eden izmed občanov prepoznal neko tujo rodno vrsto, ki so jo potem takoj odstranili. To je tisto bistvo zame, ker ne politika, ne raziskovalna skupnost nima mreže, nima škadra ljudi, ki bi lahko vsak dan, grdo rečeno, lazili po gozdovih, pa iskali zadeve, ki so lahko iz vidika nekega življenjskega okolja izjemno problematične. In to je tisto, kar se meni, kar jaz razumem kot največjo dodano vrednost. Da imaš ti kar naenkrat v bistvu, če uporabim vojaški žargon, celo vojsko ljudi, ki lahko
ob tem, ko preživlja svoj prosti čas, se ukvarja z rekreacijo zunaj, ne vem, karkoli, ne, počiva, bere knjigo, pač v bistvu dela zate. Ne. In jaz mislim, da tudi izzivi, ki so, ne, to pač tej družbeni, so taki, kjer bomo pač res mogli kot skupnost stopiti skupaj. In upam, da bomo tudi z mehanizmi, ki jih na ministrstvu načrtujemo, počasi spremenili to dogmo, da pač je treba zgolj pač prenos znanja v gospodarstvo, ampak da bomo krepili tudi zavedanje, da pač mora znanost prvo in primarno imeti učinek za družbo kot celoto. Doktor Dolenc, boste nekaj še na to navezali? Samo dodal bi, da mogoče en od pomembnih elementov te razmišljanja o občanski znanosti so lahko tudi občine. Ravno pred nekaj dnevi mi je akademik Zdenko Mlinar poslal 2 debela zbornika občanske znanosti iz občine Žiri. Res orang razprave, ki so jih napisali razni znanstveniki in znanstvenice, ki nekako izhajajo iz te občine, in pa tudi ljudje, ki tam živijo, ki so potem različne probleme, ki so jih imeli, potem naslovili na raziskovalni način in o tem napisali poročilo, ki je zdaj objavljeno v tem zborniku. In mislim, da je to lahko nek zelo dober zgled tudi za druge občine, tudi za naslavljanje mogoče problemov, ki se jih mogoče ljudje v občinah niti ne zavedajo, toliko še recimo podnebne spremembe bodo imele velik vpliv na življenje ljudi v občinah in prav zavedanje, kaj se bo spremenilo, kaj se že spreminja, je pomembno tudi zato, da bodo ljudje sprejemali ukrepe na ravni države in mednarodne skupnosti. Ne? In prav tako, da ljudi privabiš, da začnejo sami razmišljati o svojih problemih in jih formulirati na ta način, je lahko zelo pomembno v celem tem sklopu. Ste že omenili, da je težava večkrat, da je forma pred vsebino, ampak vseeno, če malo navežemo vprašanje čisto laično na kak znanstveni članek, tudi to se je pojavljalo vprašanje na področju občanske znanosti, kam zdaj navesti te ljudi, ki so sodelovali, jih omeniti v metodah, se jim zahvaliti na koncu v opombah, ali so mogoče lahko celo soavtori članka, če najdejo eno tako invazivno tujerodno vrsto. To je zelo odvisno. Ne? Tukaj pač so oni v tem zborniku sami tudi pisali članke in mislim, da je velik doprinos lahko tudi to, da potem ljudje, ki vejo, kako se akademski članek napiše ali pa neko poročilo, pomagajo drugim, ne? In prav v tem sodelovanju nastane tisto, kar je mogoče nekaj zanimivega, ne? Ko ljudje spoznajo, kako deluje znanost, kar je zdaj tudi problem na drugih področjih, ne? Ker si marsikdo predstavlja, znanstveniki pa tisti, ki ve, in potem se izkaže, da znanje napreduje in se to zaupanje potem poruši, ne? Ker se izkaže, da tisto, kar so mogoče trdili 1 leto nazaj, je zdaj nadgrajeno, ne? Ker imamo več podatkov. Tukaj bi pač dobili ljudje dejansko vpogled, kako nastaja znanost. In to je tudi nekaj, kar je zelo vredno. No. Oziroma, prej sem pomislila, če govorimo o vključevanju širše zainteresirane javnosti, je izziv tudi tisti nezainteresiran del, ne, kako ga vključiti v to. Ja, ampak mislim, ljudje tukaj tudi niso, mislim, jim je že pomembno, da so njihovo delo priznano, ne, samo za njihove karijere, kakršne koli si že so, ne, ni pomembno, da so prvi avtorji ali pa zadnji avtorji ali pa ne vem kaj vse šteje, ne, v tem uradnem delu znanosti. Ne. Važno je, da so priznani in da imajo njihovo delo neko težo. Ne. Za samo to, kako bi rekel, akademsko znanost je pa dobro, da se tudi vzpostavijo neki drugačni, to, kar sem prej govoril, drugačni načini evalviranja dela, ne, da pač ni
ni tega, da bi bili ljudje porinjeni v zgolj eno obliko izdelkov, ne, in bi morali čim več količinsko prav tistih izdelkov nabrati. Doktor De Groot, zaznala sem v ozadju, da ste prikimali ob tem vprašanju o tem, kje navesti zdaj sodelujoče v tem znanstvenem članku, pa tudi vmes med pripovedovanjem doktorja Dolenca. Ste prikimali, bi kaj dodali temu? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da pokažeš, da so občanski znanstveniki sodelovali. Tako pri nas na Invazivki je avtorstvo oziroma za vsako opazovanje je vključeni tudi opazovalec. Če mi pišemo en članek, citiramo tele podatke in to so vse opazovalci od tele opazovanja, ki smo uporabili za analizo. Na tak način mi rečemo, na tak način rečemo, tele podatke so zelo pomembno, pa zahvaljujemo tele občanski znanstvenike. Jaz sem tudi sem bral v zvezi pisanje članki, da neki ljudi, ne znanstveniki, oziroma tele profesionalci, oziroma občanski znanstveniki so pisali en članek. Pa potem je šlo v recenzijo in recenzent je rekel, to je brez veze. In ker ni res znanstvenik, ki je pisal vse te stvari. In tukaj je problem, to je res problem in mi kot znanstveniki moramo pomagati, kot je že prej rečeno, mi moramo pomagati občanske znanstvenike z pisanje članek. To ni pomeni, rečemo, to je ni v redu, ampak konstruktivno, kako lahko pišemo takšen članek. Hvala lepa. Če govorimo o magister Pušnik o CTK-ju, ste že povedali, ne, kako se obrača, da vzven ste odprti v javnost, nekako raziskovalna točka na področju občanske znanosti, si pa želite biti prav kontaktna točka, nekako observatorij, ne, za to vrstno znanost. Kaj so potem naslednji koraki zdaj? Kakšni so vaši cilji na tem področju? Omenili ste že portal kot eno od stvari, kaj še? Pač ta besedica observatorij, kontaktna točka, referenčna točka, pač to ampak skupni imenovalec tega je, da je vzpostavljena neka centralna točka, recimo ali na nacionalnem nivoju, institucionalnem, ki izvaja na nek način spodbude znotraj in tudi je povezana v tujino, se pravi, kup je teh nalog od spodbujanja raziskav, analize, upravljanja s tem, povezovanja deležnikov, upravljanja z portalom in tako naprej. Zdaj, konkretno naši načrti za to leto, jih lahko kar povem, so prva stvar, zelo hitro želimo ta portal vzpostaviti. Mislim, imamo ga praktično pripravljenega že nekako tako, ampak vsekakor je še kup zadev treba upraviti. Moram povedati, da delamo to z obstoječimi resursi, da je to pač v bistvu čisto zavestna odločitev knjižnice. Niso bili dodatni ljudje, ampak informacijski specialisti. Potem želimo razviti kompetence za svetovanje, se pravi, da bi lahko svetovali. Želimo razviti program treninga za trenerje, bodoče trejnije, se pravi tako za splošne knjižnice, kar je zelo pomemben na podeželju, sploh taki projekti, in pa tudi za raziskovalce. Potem, kar želimo recimo v naslednjem obdobju, zdaj naslednjem letu, siguren bomo nekaj naredili na to temo, je to, kar je že omenil Sašo, se pravi lokalno okolje. Prav preko lokalnih knjižnic. Recimo jaz prihajam iz Črne na Koroškem, tam leta 1977 je ena gospa, profesor dr. Marija Makarovič, napisala eno fantastično publikacijo v naši vasi, ampak na podlagi podatkov, ki so izbrali občani in so jih mogli tudi z meta podatki opremiti in tako naprej. Na prvi pogled je to čisto običen
obična, bi rekel, koncept, ampak v resnici prihajamo do tega. Ne? Skratka, po našem mnenju je v lokalni skupnosti veliko takih zadev. Potem je pa ena stvar, ki bo tudi verjetno tam nekje do konca marca ugledala luč sveta, je pa priročnik oziroma orodje za to vrstne projekte. Ne? Zdaj, to je pa en tak hec, ne? Mi smo ga zdaj napisali, ga imamo v enem drugem branju, in zmerno bolj, ko to pišemo, bolj nam grejo kocine po koncu, ker smo sami sebe zalotili pri tem, kako pišemo v znanstvenem jeziku. To je namenjeno javnosti in zdaj je naša naloga, da predočimo to našim kolegom, ki niso iz tega sveta, dobro, jaz nisem akademik, ampak z infrastrukturo se pa aktivno ukvarjam, da to prevedemo v jezik, ki ga bo razumela širša javnost. Ne? Se pravi, moramo biti zelo pozorni. Tako da ta zadeva. Potem pa še ena stvar, ki bi omenil, a ne, to, kar je že gospod Neubar omenil v predhodnem izvajanju, ko je govoril tisti niti, a ne, in tudi Sašo, a ne, pač mi govorimo pravzaprav, tlele se pogovarjamo o eni strani o akademskih dosežkih, pač seveda o raziskovalnem konceptu, na drugi strani pa moramo imeti v mislih nekaj več, znanstveno pismenost. COVID je pokazal, ampak COVID je vrh ledene gore. Če COVID ne bi bilo vprašanje, kako bi do tega prišli, ampak COVID je pokazal izrazito nezaupanje v znanost. In to je slabo. To ne vodi v odlično znanost. In je dejstvo to, ne, da je to na nek način metoda vračanja zaupanja v znanost, povrnitve, na drug način pa tudi metoda za dvig ali pa da rečem za vzpostavitev znanstvene pismenosti. In tukaj recimo razmišljamo o konkretnih projektih, da bi z profesorji, predvsem s profesorji seniori, mora biti recimo predstavniki tretjega življenjskega obdobja, ampak da prihaja iz akademskega sveta, ali pa recimo kakimi starejšimi, ki pač mora biti malo ali več časa, pa tudi morda malo bolj tako, ne tako dinamičen pogled, ne bolj umerjen, da bi poskušali vzpostaviti nek program znanstvenega opismenjevanja za širšo skupnost. In pač po principu, kdor pride, a ne, in pač lahko ta znanja ali pa veščine, ali pa vedenja, informacije pridobi. Recimo Italija je to že naredila, ne, in so zelo zanimivi rezultati. Ne, dober uspeh. Tako da z tega vidika je pač načrtov veliko, bi pa omenil to, ne, da za razliko od predhodnih let so tukaj financerji, ki so to prepoznali kot zelo pomemben vidik oziroma kot eno izmed osrednjih politik, tudi, dobro, to je politika v evropskem raziskovalnem prostoru, gre za to, da je pač citizen science prepoznan kot neka politika, ki je v fokusu, a ne, in tukaj je tudi slovenska vlada pač v tem akcijskem načrtu oziroma v risu tako odreagirala. Če mora biti samo to pokomentiram, se nisem mislil COVID, ne, komunikacija vlade je bila seveda slaba, ne, mora biti res ni bila idealna oziroma je dal čut tega, tudi recimo COVID sledilnik kot en vrhunski citizen science projekt je pravzaprav pokazal, brez tega COVID sledilnika bi bilo verjetno še veliko slabše z nami, ampak govorim na splošno, govorim o tem, kakšen pomen ima znanost v resnici v družbi. Jaz mislim, da se je znanost, pa ne govorim zdaj v Sloveniji, govorim globalno, mislim, da se je znanost od skupnosti na nek način utujila, razlogi so različni, meni je ključni razlog to, kar Sašo pove, ne, se pravi, metode vrednotenja znanosti, ko se meri skozi stvari, ki niso relevantne, vsebina je na zadnjem mestu. Ne? In pač znanost kot nek ekskluzivni klub ne more biti gibalo razvoja družbe ali pa demokracije, kot smo že rekli. Tako da to je v bistvu problem, ki ga zdaj le tako Evropska komisija, kot posledično tudi vlada Republike Slovenije, po mojem mnenju zelo, bi rekel, ustrezno naslavlja, bo pa seveda to treba speljati, ne? In bomo pač potem se prešteli pa marsikaj, bi rekel, še dodala. Ne? Doktorica Pina Sadar, gremo zdaj v Združeno kraljestvo, k vašim izkušnjam z terena. Prej ste že govorili nekako o heterogenosti skupin pri Polisilabu z različnih področji, s katerim skušate nagovoriti čim širše prebivalstvo. Zdaj, če se samo zamislimo, ne, prostrano Združenega kraljestva in govorimo o ideji dosegati občine oziroma še več lokalnega prebivalstva vključiti, na kakšen način recimo to vi storite? Ja, recimo neomenjen je bil primer COVID-a, ki je mogoče res na velik načinov pokazal kakšna pomanjkljivosti recimo med komunikacijo
oziroma v odnosu med znanostjo in državljani oziroma občani. Po drugi strani smo se pa mi ogromno naučili, ne, ker je bil to en moment, ko smo videli, da ne vem, kaj so jim britanski tracker, ne, podobno kot sledilnik Zoe Tracker iz King's College v Londonu, je vključil, mislim, da 4,7 milijonov občanov, ne, ki so javljali svoje simptome. In to so bili res tako zanimivi podatki, ne, ker naenkrat je bilo ogromno zanimanja za znanost, ogromno inovacij, ki so se v bistvu čez noč pojavile, recimo za analizo podatkov, ne, prek iger in takih stvari. In mi nekako res poskušamo kapitalizirati ta moment, ta premik, ne, ko so ljudje nekako, ko smo mi kot recimo, ne vem, znanstveniki, raziskovalci nekako spoznali nujnost delegiranja kakšnih naših področji širši publiki, zaradi kadrovskih stvari, zaradi časa, zaradi različnih dejavnikov, hkrati pa tudi so ljudje spoznali, da je zelo pomembno, da je neka interakcija med znanostjo. Zdaj, kot sem že prej omenila, ne, mi poskušamo se ljudem približati predvsem prek različnih socialnih inovacij, bodisi tehnoloških, bodisi analognih, ves čas poskušamo testirati neke nove sisteme, s tem, da recimo mobiliziramo te masovne podatke na internetu, da gledamo, kaj lahko naredimo s telefonom, ki ga ima zdaj načeloma vsak v svojem žepu, pa da tudi gledamo, no, kako predvsem odpreti znanost ne samo zainteresiranim skupinam, ker to vemo, da so nezainteresirane skupine občanom, ampak tudi tem državljanom, ki niso vedno najbolj aktivni, ampak imajo ogromno potencijala na različnih področjih in jih moramo vključiti v probleme. Ne. Zdaj, mogoče pri invazivnih žuželkah je to mogoče malo manj očitno, če pa naslavljamo ene probleme, ne vem, javnega zdravstva ali pa družbeno, politične, ekonomske, je pa res nujno, da gledamo širše. Ne. In to se mi zdi, da je naš glavnih izzivov, kako to doseči na kreativen, inovativen in efektiven način. Kako pa s financiranjem tovrstnih projektov? Ja, mislim, da je vedno več posluha. Mi recimo delamo na eni strani na nekako aktualnih problemih, ki jih različna ministrstva znotraj britanske vlade, včasih tudi recimo Združeni narodi ali pa kakšne druge organizacije, s katerimi se spoprijemamo, hkrati pa tudi gledamo recimo prihodnost in imamo za to nekak poseben budžet. Ampak ja, ne moramo vzeti vseh projektih, ki jih dobimo zase. Ne. Ministrstva pač plačujejo, da pridemo in pomagamo, ampak imamo ponavadi obraten primer, ne, da imamo preveč zanimanja za inovativne metode in moramo čim več zdaj delegirati na mini vladne skupine znotraj ministrstva in jih usposabljati, da znajo pomagati, ne, svetovalcem in kadrom znotraj teh ministrstv pri metodoloških naslavljanjih problemov, ne, skozi to participativno znanost oziroma druge metode vključevanja občanov. In ko smo že pri vključevanju, zdaj bomo pa vključili vas, spoštovani in spoštovani, ki ste spremljali do zdaj to okroglo mizo o občanski znanosti, pa predlagam, da najprej kar tale moj mikrofon popotuje do vas tukaj v dvorani, ker korajžno roko gor, me prav zanima, odkot ste, kje iz sveta ste prišli in kakšne vtise imate o občanski znanosti svojega področja, tako da kdo bo začel? Kdo ima kakšno vprašanje ali pa kakšno svoje izkušnje ali pa kakšen pomislek. Oziroma mogoče za ogrevanje preverim, smo dobili kakšno vprašanje ali komentar prek Zooma, prek spleta. Imamo kakšno vprašanje? Ja? Ja, živijo, lepa hvala za predstavitev do vseh in sodelovanje v okrogli mizi. Zanima me, trenutno nimamo nobenih pravil, kako to početi. Trenutno se pač trudimo, da bi citizen science oziroma čim več občanov vključili v naše raziskave. Ali bi jih mogli imeti? Predvsem razmišljam v tem stilu, če recimo delamo analizo nekih habits ljudi, s prevozi, bla, bla, bla. In zdaj pač, če počnem to jaz kot raziskovalka, bo moja mami izpolnila anketo iz mobitela, iz računalnika, iz tablice, a ne? Ali bi mogli že zdaj razmišljati o kako to moderirati, da pač v svoje podatke ne vnesemo pristranskosti? Ja, okay, ja, super, zelo pomembno vprašanje, a ne, pač vendarle, če govorimo, vendarle govorimo o znanosti in v principih
na katerih znanost temelji, to pa vemo, da je pač integriteta pa s tem povezane stvari so zelo pomembne. Tako da je pravzaprav načrtovanje projekta občanske znanosti izjemno zahtevno opravilo. To ni enostavna stvar. In jaz bi rekel tako, pravila, mislim, da ne, zaradi tega, ker pač za vsako raziskavo stoji raziskovalec, akademski raziskovalec, ki pač je odgovoren za to, ampak da deluje po teh načelih. Ampak vsekakor pa priporočila oziroma neke okvirje, ki so lahko v pomoč pri tem. Zdaj, zbiranje podatkov na tak način, recimo, zdaj bom uporabil to grdo besedico, crowdsourcing, rečemo, pridobivanje udeležencev, načini so različni. Zdaj, recimo, pri nekaterih projektih, biodiverziteta ali pa, mislim, da ptice, opazovanje, tisto januarsko opazovanje ptic, ali tako nekako, božično opazovanje ptice, opravičujem, ki pa gre v januar potem, in tako naprej. Pač so neki projekti, kjer je priporočeno, da je del tega priprave tudi usposabljanje za izvajanje meritev oziroma za terensko delo. Se pravi, da raziskovalci, občanske raziskovalce, udeležence zelo natančno poučijo, kako naj delujejo. In to pač je pol en tak prvi korak. Večji problem je, in tukaj jaz vidim tudi veliko teh projektov, sploh na področju ekologije, kar je bilo že omenjeno, ali pa biologija, varstvo okolja, kjer pa splošno pozovemo, javite nam, če naletite na to pa to. In tukaj lahko prihaja do kar konkretnih problemov, in pač raziskovalci imajo pol s tem veliko dela. Prva stvar je, da morajo neke osameljce pol veliko bolj natančen obravnavati, neke deviacije. Druga zadeva je seveda tudi to, da področja niso enakomerno pokrita, in je vprašanje, če je pol dovolj za znanstvene zaključke. Skratka, veliki izziv, ki jih pač po mojem mnenju morajo raziskovalci rešiti. Ker pol to izhaja tudi iz namena raziskave. Če je ključni namen res neka znanstvena raziskava, je treba pač res na najvišji stopni to zagotoviti. Če je namen raziskave recimo razvoj neke metodologije, kjer pač pol občanski raziskovalci sodelujejo, je pač to čisto drugačen princip. Tako da moje stališče je, da vsekakor je potrebno razvijati neka priporočila in hkrati naj ta priporočila temeljijo na izkušnjah že izvedenih projektov. Tako da je recimo ta projekt invazivke ali pa sledenje, ta bobrosled ali pa še kakvi so. To so izjemno pomembni projekti in je recimo naloga, konkretno zdaj bom rekel, tudi CTK ali pa nekih infrastrukturnih točk, da te ljudi nekako, te deležnike nekako poveže in da jih tudi povpraša o izkušnjah. In zato je tudi taka okrogla miza zelo dragocena. Še kakšen komentar, ja? Ja, jaz bi sem tudi dodal, da se mi mogoče ne zdi tako problematično ta metodološki aspekt pri ljudeh, ki imajo dejansko nek problem in ga želijo raziskati ali pa preučiti. Bolj se mi zdi to problematično pri ljudeh, ki imajo neko idejo, kakšen že bo rezultat. To so ponavadi ljudje, ki jih neka ideologija zelo močno usmerja in poskušajo potem to izraziti skozi znanost. In tega je tudi kar veliko v tej akademski znanosti. Pač jaz poznam primere, kolega je moral kot mladi raziskovalec tehtati duše črval, tukaj v Ljubljani. In ta pristop je še živ tukaj na Univerzi v Ljubljani. Tako da tukaj pač ni problem na vasi, ampak tudi v mestu. Kdo pa je potem tisti, ki nekako poskrbi za te smernice, vse neke krovne, ko smo omenili Evropsko zvezo, so postavljene, ampak je to posamezna institucija ali se to lahko uredi na področju ministrstva? Kako je s tem, čisto konkretno? Ja, bom jaz najprej malo za šalo rekel, ne prosim države, da bom postal pravila, ker pa se noben več ne bo šel občanske znanosti. Tako da jaz mislim, da te usmeritve trenutno se na podlagi izkušenj
in projektov, ki so bili že analizirani, delajo pač na nacionalni ravni v okviru CTK. Jaz mislim, da je prav, da se jih potem oblikuje v okviru neke mreže izvajalcev občanske znanosti, kjer so seveda vključeni noter tudi tako raziskovalci, kot pač sami izvajalci, kot različni predstavniki recimo nevladnih organizacij in v končni fazi tudi pač seveda tisti, ki zastopamo interese pač države ali pa grdo rečeno policy makinga. Na ravni Evropske unije bodo pa pač neke usmeritve prišle zdaj ven iz našega te vaje vzajemnega učenja. Ne bojo sicer mogoče toliko specifične, kot je pač vprašanje, na kakšen način nasloviti neka metodološka tveganja, ampak če se vrnem nazaj na vaše vprašanje, jaz mislim, da ta metodološka tveganja so zelo podobna, ali ti delaš raziskavo na klasičen način ali pa s pristopom občanske znanosti. Pomembno je, zato pa je pomembno, da raziskovalec zraven sodeluje. Raziskovalec je tisti, ki lahko ta tveganja prepozna in jih ustrezno z metodologijo naslovi. Zato jaz mislim, da je pomembno, pač, da tudi ne govorimo ali pa da ne prepustimo, pač, da se občanska znanost pač izvaja pač kar tako. Ker seveda je pomemben ta vidik, ki ga raziskovalec ali pa raziskovalna skupnost pripelje v izvedbo določenega projekta. Tako da, ja. Če kakšno vprašanje? Živjo, hvala za zanimivo debato prej. Mene pa zanima, kaj se zanima s Centrom znanosti. V tujini imamo fino veliko muzejev, ki se ukvarjajo z znanostjo, ki slišijo na zanimiva imena, kot so Experimentarium, Planetarium, Futurium. Kaj mislite, kaj mora biti slovenski center znanosti? Koga boste zaposlili tam, da bo učinkovito komuniciral znanost? Bo to muzej znanosti, bo to nova hiša eksperimentov, PR agencija za promocijo znanosti? Ja, zdaj jaz vam čisto direktno ne morem na to odgovoriti, ker to ni ravno moje področje dela, ampak tisto, kar jaz vem od kolegov, ki so se s tem ukvarjali, je, da center znanosti naj bi v osnovi bil ravno to, zbir vsega tega, kar ste vi našteli. Torej neka središčna točka, ki je trenutno pri nas ni, ki bi skrbela tako za ustrezno komunikacijo znanosti, za popularizacijo znanosti, za približevanje znanosti državljanom. Absolutno, glede na debate, ki jih trenutno imamo, bi tam mogel biti prostor tudi za občansko znanost, bodisi za predstavitev praks, projektov, bodisi kot recimo v smislu neke raziskovalne infrastrukture, ker recimo je ta mreža knjižnic tako pomembna, bi si predstavljal, da mora recimo bodoči center znanosti tudi to funkcijo upravljati. Mislim pa, da trenutno tudi na ministrstvu z projektom še nismo niti toliko daleč, da bi vam lahko konkretno zdaj odgovoril, kdo točno bo tam zaposlen, pa točno kaj se bo delati. Ampak jaz mislim, da mora biti to središče, ki združuje vse, kar je trenutno že na voljo na terenu in tudi s praksami, ki jih poznamo v tujini, v eni enotni točki, fizični točki. Seveda združovati mora pa različne ljudi in različne koncepte. To sem hotela reči, še zadnje vprašanje, potem pa počasi zaključimo. Torej vprašanje je postavila Kristi Hodak in se glasi: v tujini se v Citizen Science poleg samih znanstvenikov vključuje aplikativne družboslovne vede, kot so antropologija, service design, UX, UI design, komunikologi in tudi data science. Ali imamo v Sloveniji že kako dobro prakso, kjer znanstveniki sodelujejo s podobnimi družboslovci in kako take podobne prakse razširiti? Zdaj, glede na to, da je sicer, morda še kolegica lahko doda, glede na prakse v tujini, ampak glede na to, kako je v Sloveniji ta koncept razvit, lahko rečem, da sistemskega pristopa ni k temu, je pa veliko zavedanje o pomenu infrastrukture in pa tovrstnih področji, ki ste jih omenili v sami občanski znanosti. Lahko ponazorim, recimo, da imamo nek
področni, se pravi domensko specifični repozitorij, recimo za arhiv družboslovnih podatkov, verjetno ste že slišali za to, ne? Ki se aktivno ukvarja tudi z vrednotenjem in pa z možnostjo vključitve rezultatov občanske znanosti v recimo njihove podatkovne vere. Se pravi, po drugi plati razvijamo tudi, se pravi, ali pa ko svetujemo, jim poskušamo recimo konkretno v naši knjižnici občanskim raziskavam in raziskovalcem dati recimo tudi celovito podporo, naprimer povemo jim, ali pa da rečem, svetujemo jim to, kar je itak znano, da deluje občanska znanost po načelih odprte znanosti, in recimo jim svetujemo, kako pripraviti enostaven načrt ravnanja s podatki. Jim damo na voljo potem našo bibliografsko infrastrukturo, naš repozitorij in tako naprej. Se pravi, te infrastrukture se vključujejo. To, kar je pa bilo omenjeno v širšem smislu, pa žal ne, bi pa kolegica verjetno znala veliko povedati o pomenu tovrstnih, bi rekel, področij ali pa strokovnjakov, pri razvoju teh metodologij pa konceptov. Ja, kot smo slišali, mogoče Pina samo čisto na kratko, kako je s tem multidisciplinarnim pristopom. Ja, sicer sem se tega že malo dotaknila prej, ko sem tudi reklamirala svojo profesijo, ampak ja, meni se zdi zelo pomembno. Saj veliko stvari, o katerih smo govorili, od etičnih vprašanj do diversifikacije, do komunikacije, nujno potrebuje družboslovce. In ne samo družboslovce, mi zelo veliko delamo tudi z oblikovalci, recimo dizajnerji, ki nekako predstavljajo stvari na bolj enostaven vizualen način, ki nekako tudi se povezujejo z ljudmi. Tudi zadnje čase smo delali z gledališkimi umetniki, z vizualnimi umetniki, da probamo čim bolj razširiti nek to območje, kam lahko znanost gre in kaj bo recimo naslavljalo različne državljane, občane na različne načine. Tako da to je definitivno prihodnost. Mi imamo kar ogromno dobrih praks, ki jih tudi z veseljem lahko delim, če koga zanima. Ja, hvala, da ste to storili tudi na tej okrogli mizi in hvala tudi za to misel, kam se gre znanost in katera področja in možnosti vse odpira. Mislim, da so vsi deleženci to prikazali in da se debata nadaljuje. Jaz bom vesela, če se čez leto dni znova snidemo in takrat govorimo o primeru dobrih praks in o kakšnem čisto konkretnem odgovoru v takšni multidisciplinarni skupini in primeru občanske znanosti tudi pri nas. Najlepša hvala vsem, hvala lepa tudi tako nadaljavo dr. Martin de Groot, hvala doktorica Pina Sader, magister Miro Pušnik, dr. Sašo Dolenc in Tit Neubauer za sodelovanje. Hvala vam za posluh, mogoče, ker smo začeli z besedami. Neologizem leta v Sloveniji je vedobežnik, kar naj bi pomenil nekoga, ki beži od znanja in znanosti. Vesela sem takšnih povabil vtisa in takšnih okroglih miz, da se znanosti še bolj približamo in razmišljamo tudi o tem, kako naj bo tudi v družbi čim manj tistih, ki bodo od nje bežali. Hvala za pozornost in nasvidenje, če ne prej izbed čez leto dni. Res je, najlepša.